Pozdravljeni. Danes bomo pogledali cenovno diskriminacijo, kar pomeni, da bomo pogledali, kakšna je motivacija, da določeni ponudniki iste dobrine ponujajo pri različnih cenah. Zdaj najprej pogledamo, kakšni so pogoji za cenovno diskriminacijo. Prvič, tisti, ki ponuja, mora biti monopolist, se pravi edini ponudnik na trgu. Drugič, med trgi, na katerih ponuja, ne sme biti komunikacije. In tretjič, mora razbiti trge oziroma en trg na trge z različno elastičnostjo. In zdaj vemo z teorije, da ko gledamo, kakšno je razmerje recimo med dvema trgoma, kjer je nekdo monopolist, kjer ni komunikacije in kjer so različne elastičnosti, da je formula cena 1 vlomljenost cena 2 je enako 1 minus 1 vlomljeno z elastičnostjo 2, z drugega trga, 1 minus 1 vlomljeno z elastičnostjo prvega trga. No, zdaj, kakor sem začela, v bistvu gre za to, da ima monopolist motivacijo, da maksimira. Ta motivacija na teh trgih je takšna, da na vsakem posameznem trgu izenači mejne dohodke z mejnimi izdatki. S tem, da bomo predpostavili, da mejni izdatki so na vseh trgih, na katerih ponuja enaki. To se pravi, pravimo, da mora biti mejni izdatki enaki mejnim dohodkom na trgu 1 in to mora biti enako mejnim dohodkom na trgu 2. To se pravi, on mora na vsakem trgu izenačiti mejne dohodke z mejnimi izdatki. No, zdaj si pa poglejmo situacijo na trgu, ko bomo imeli trg 1, trg 2 in potem skupni trg, to se pravi, seštejemo trg 1 in trg 2. In bomo najprej pogledali situacijo, ko monopolist ne diskriminira, to se pravi, ponudi enotno ceno na obeh trgih, in potem bomo pogledali situacijo, ko maksimira na vsakem posameznem trgu in bomo videli, kako se obnašajo cene in količine, in dejansko bomo tudi videli, kakšne so učinkovitosti oziroma neučinkovitosti povezane z enotno ceno oziroma z različnimi cenami. Da bi pa to lahko prikazala, bom narisala 3 grafe, enega poleg drugega. To se pravi, bomo imeli cena, količina, to je trg 1, potem bomo imeli takoj zraven trg 2 in potem bomo imeli še trg 1 in 2, to se pravi skupni trg, cena, količina, to je trg 1 plus 2. In jaz bom kar narisala tele krivulje. Povpraševanje smo rekli, da z različno elastičnostjo, recimo, da je tukaj nek trg z malo nižjo elastičnostjo, tukaj pa potem trg z malo večjo elastičnostjo, in bomo označila tukaj D1 mejni dohodki 1, tukaj pa 2. Potem tretji trg bo pa enotni trg, kjer pa seštejemo te dve krivulji, in gre za horizontalno seštevanje, to se pravi, do nekako tukaj imamo samo povpraševanje na trgu 1, od tukaj naprej imamo pa potem seštevek obeh trgov, se pravi, tukaj je D1 plus 2, tukaj sta pa mejni dohodki 1 plus 2. No, zdaj narišem še ene tele mejne izdatke. Smo rekli, mejni izdatki so enaki na obeh trgih oziroma na vseh 3 trgih. Takole, to se pravi mejni izdatki. No, in zdaj bomo pogledali, kako maksimira tale naš ponudnik, če postavi enotno ceno. Da bi postavil enotno ceno, potem maksimira na trgu, na skupnem trgu, to se pravi, pogleda, kje so mejni izdatki enaki mejnim dohodkom 1 plus 2. Imamo tole točko, to se pravi, to je količina, gre gor do krivulje povpraševanja in določi enotno ceno. Zelo CE je enotna cena. No, in zdaj poglejmo pri tej enotni ceni, se pravi, to je cena enotna, cena E, še na trgu 1 in 2. No, in zdaj si poglejmo, v bistvu, kakšne so količine, gremo do krivulje povpraševanja in dol, to se pravi, tole količina na trgu 1, na trgu 2 je pa količina. In zdaj vidimo, kaj se dogaja. Na trgu, na skupnem trgu, on maksimira. Mejni dohodki so enaki mejnim izdatkom, in pa smo mi določili ceno, skornjevo točko. Ampak, če gremo pa pogledati pri tej isti ceni, enotni ceni na oba trga, pa vidimo, da so določene neučinkovitosti. Kje pa so neučinkovitosti?
Če pogledamo recimo trg 2, vidimo, da je pri tej količini pa ceni imamo razkorak med mejnimi dohodki in pa mejnimi izdatki. Ne? To se pravi, vidimo tukaj, da so mejni dohodki na trgu 2, ne, to se pravi, mejni dohodki 2 so višji kot mejni izdatki. To se pravi, in to vemo, da ni maksimizacija. Gremo na trg 1 in vidimo, pri tej količini so pa mejni izdatki večji kot mejni dohodki. Ne? To se pravi, da imamo mejni izdatki so večji od mejnih dohodkov 1, kar že spet ni optimizacija. Ne? To se pravi, da imamo tukaj situacije, ko je v bistvu možnost, da se situacija izboljša. No in zdaj pogledamo, na kakšen način bi lahko tale naš monopolist situacijo izboljšal. Gremo na trg 1 in rečemo, situacija se tako izboljša, a ne, da on izenači mejne izdatke z mejnimi dohodki na trgu 1, to je tale točka, določi količino, gremo gor do krivulje povpraševanja in tukaj pa optimalna točka, ne, K zvezdica, C zvezdica. In tukaj vidimo, da v primerjavi z enotno ceno se mu splača količino zmanjšati in jasno posledično povečati ceno. To se pravi, da v primerjavi z enotno ceno na trgu 1 zmanjša količino in poveča ceno. No, zdaj pa pogledamo na trgu 2. Na trgu 2 pa poiščemo točko, kjer so mejni izdatki enaki mejnim dohodkom 2, določimo količino, gremo gor, določimo Kornojevo točko in potem optimalno ceno, C zvezdica. Ne? Kaj se pa tukaj zgodi? Tukaj se pa zgodi, da on pa zmanjša ceno in poveča količino. Ne? Tako da pravimo, da je ta situacija, ta zadnja, ko sem vam narisala, ne? Tukaj imamo pa mejni izdatki so enaki mejnim dohodkom 2 na trgu 2 in pa mejni izdatki so enaki mejnim dohodkom na trgu 1. Ne. Tako da imamo optimalno točko. Ne. Pokazala sem vam pa tudi, kje je ta neučinkovitost z enotno ceno, a ne, do tega pride pa tukaj, kjer so na trgu 2 mejni dohodki večji kot mejni izdatki, na trgu 1 pa v tej, ko imamo enotno ceno, pride do tega, da so mejni izdatki večji kot mejni dohodki. Ne. To se pravi, te dve neenakosti nam povejo, da ima monopolist možnost, da poveča svoj dobiček. Kako ga poveča? Je tako, da postavi ceno, ki mu izenači mejne dohodke pa mejne izdatke na vsakem posameznem trgu. Najlepša hvala. Zdaj bi pa sem še opozorila, da sem vam takšen graf tudi v enem fajlu posebnemu naložila, tako da si ga lahko tudi pogledate. Se vidimo na predavanjih oziroma se slišimo. Hvala lepa za pozornost.